Klinika Golnik za uspešno več kot 90-letno delovanje. Klinika Golnik je v preteklem letu proslavljala 90. obletnico svojega delovanja. 90 let se že trudijo pomagati in izobraževati, zdraviti in preučevati. Lahko se pohvalijo z uspešno ukrotitvijo bolezni, ki je v prejšnjem stoletju vzela na tisoče življenj, tuberkuloze. Prakticirali so cepljenje proti tuberkulozi in izvajali fluorografske akcije za množično preventivno pregledovanje prebivalstva. Danes se klinika lahko pohvali s 7 oddelki za klinično dejavnost in več kot 200 posteljami. Ambulantno dejavnost izvajajo v pulmološki in alergološki ambulanti na Golniku in v Ljubljani, v internistični ambulanti na Golniku ter internistični ambulanti in ambulanti za sladkorne bolnike v Kranju. Na kliniko sprejemajo bolnike iz vse Slovenije. Ker bolnišnica spada med terciarne ustanove na področju pulmologije in alergologije, se na bolniških oddelkih zdravijo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi problemi. Napredku sledijo, kolikor jim le dopušča proračun, in izvajajo dodatne dejavnosti, ki bi jim omogočile skupno dobro. Zavedajo se, da je za Slovence največja dobrina zdravje, in prav ta zavest ob širjenju dobrih vesti in prejemanju nagrad za zasluge je zasidrana tudi v vseh nas. V Univerzitetni kliniki Golnik obravnavamo pljučne in alergijske bolnike iz vse Slovenije. Naše strokovne ambicije segajo preko državnih meja. Ob tem pa ne pozabljamo, da smo 7 dni v tednu odgovorni tudi za zdravje občank in občanov mestne občine Kranj. Miroslav Rant za dosežene športne uspehe in uspešno promocijo Kranja. Miroslav Rant je vse svoje življenje namenil športu in je še vedno aktiven. Vsako leto se udeleži številnih maratonov za veterane, pa tudi županovega teka na Brdu pri Kranju. Je Kranjčan, ki je ime Kranja ponesel v svet, saj še danes kljub letom dobiva številna vabila za maratone v tujini, kjer ponosno pove, da je Kranjčan. Mladost je preživel v telovadnicah in na stadionih. Pogosto je dan začel v telovadnici že ob 6. zjutraj. Svoje znanje pa je prenašal tudi na mlajše generacije. V športni karieri je osvojil nešteto pokalov in medalj. Zbirka več kot 300 medalj, 30 pokalov, da diplom in ostalih priznanj sploh ne naštevamo, zgovorno govori, da v svojem življenju ni kaj dosti lenaril. Z atletiko se je začel ukvarjati šele, ko je srečal Abrahama, kajti šport njegove mladosti je bila orodna telovadba. Pravijo mu najhitrejši dedek. V Sloveniji je praktično nepremagljiv veteran na krajših progah že vse od leta 1992. Nosilec 10 državnih rekordov na prostem in 3 v dvorani. Miroslav Rant, srečno poročen ženo Olgo, oče 5 otrok in dedek 11 vnukom ter 3 pravnukom, je zgled mladim in dokaz, da če ima človek železno voljo, za šport ni nikoli prepozno. Sem športnik od mladih let, od začetka kot orodna telovadba, potem pa atletika. Sedaj mi je pa velika želja, da bi Kranj pridobil pokritje športno dvorano za atletsko stezo, da bi lahko tudi pozimi trenirali. To bi bil velik doprinos Kranju in do uspeha športnikov. Magister Franc Ekar za delovanje na področju planinskega pohodništva in alpinizma.
Česarkoli se je magister Franc Eker v življenju lotil, je imelo predznak izjemne aktivnosti, vizionarstva in človekoljubja. Poklicno pot je kot inženir organizacije dela, zatem univerzitetni diplomirani organizator in v podiplomskem študiju še kot magister organizacijskih ved gradil najprej v Kranjski Iskri, v Gorenjskem tisku in kasneje kot direktor Gorenjskega sejma. Nazadnje je delal na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Kranjsko in slovensko sejemsko dejavnost je naredil svetovno prepoznavno. Preizkusil se je tudi kot župan občine Preddvor. Bil je tudi predsednik upravnega odbora stanovanjske zadruge Kranj in predsednik Združenja slovenskih organizatorjev sejmov. V prostem času pa se je zapisal naravi, športu in pomoči ljudem v najtežjih življenjskih preizkušnjah. Planinec, alpinist, gorski reševalec, tudi načelnik alpinističnega odseka Kranj, 39 let predsednik Kranjskega planinskega društva in zadnje desetletje predsednik Planinske zveze Slovenije, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, tudi član sveta Fundacije za šport, sveta Triglavski narodni park. Sodeloval je pri številnih gorskih reševanjih, preživel padec helikopterja. Izdelal je projekt za množično planinsko rekreacijsko pohodništvo. Na njegovo pobudo sta bila zgrajena Kranjska koča na Ledinah in nov planinski dom na Krvavcu. Obnovil se je dotrajen dom na Kališču, planinska postojanka na Svetem Jakobu. Tudi po stoletju zgrajen nov slovenski planinski muzej v Mojstrani je njegov projekt. Številnim že prejetim priznanjem dodajamo veliko plaketo mestne občine Kranj. Mesto Kranj je mesto napredka in razumevanja tudi za planinstvo. Lahko rečemo, da je mesto Kranj tudi mesto himalajizma, himalajstva in seveda tudi razpoznavno v svetu po najvišjih dosežkih, ki jih seveda alpinizem premore.